Pozdravljeni v 137. oddaji Aktualno na GFML. Novo šolsko leto se je začelo in s tem tudi novi dogodki. Najprej se vrnimo v preteklo šolsko leto, ki smo ga zaključili s slavnostno akademijo odsev. 24. junija je uradni zaključek pouka. Ob tej priložnosti smo na šoli kot že leta poprej pripravili prireditev Odsev 2025, zaključno akademijo, s katero počastimo dan državnosti, se spomnimo vseh pomembnih dogodkov v tem šolskem letu ter podelimo priznanja in zahvale najuspešnejšim in najbolj požrtvovalnim dijakom. Namen prireditve je pregledati glavne poudarke iztekajočega se šolskega leta, izpostaviti največje uspehe vas dijakov in obeležiti rojstni dan naše države Slovenije na predvečer osrednjega državnega praznika Dneva državnosti. Za začetek bom navedel nekaj dejstev v obliki številk. V začetku šolskega leta vas je bilo vpisanih vse 4 izobraževalne programe 615 dijakinj in dijakov, na današnji dan vas je vpisanih 616. Da ste dobili tisto, zaradi česar ste se vpisali na našo šolo, to je znanje in izkušnje, skrbelo 72 učiteljic in učiteljev ter strokovno-tehničnih sodelavcev. V 190 dneh pouka je bilo izvedenih blizu 250 dogodkov, prireditev, ekskurzij, tekmovanj, sodelovanj z zunanjimi partnerji. Poleg vseh šolskih obveznosti, med katere spada obiskovanje pouka, učenje, delanje domačih nalog, referatov, raziskovalnih nalog, pridobivanje ocen, vas je 133 dijakinj in dijakov doseglo 232 zlatih in srebrnih priznanj na različnih državnih tekmovanjih in znanj, na tečajih, srečanjih, in to na vseh predmetnih področjih. 19 dijakov zaključnega letnika se vas je izkazalo 4-letnim odličnim zaključenim uspehom. Tokratna slavnostna gosta sta bila bivša GFML-jevca dr. Eva Klemenčič, ki je danes docentka na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, ter glasbenik Simon Škrlec. Danes živimo res v takem svetu, ki se zelo bliskovito spreminja. Smo sredi nekega digitalnega, zelenega prehoda. Besed, ki jih slišimo praktično vse povsod, pomenijo pa nekaj zelo konkretnega, to, da si več sveta, sedanjosti brez digitalnih tehnologij, umetne inteligence, trajnostnega ravnanja ne vemo predstavljati. Hkrati pa je to tudi čas, ko smo vsak dan preplavljeni z ogromno količino informacij. In zdi se mi, da znanje mogoče več ne šteje toliko, kolikor je včasih, kajti postalo je zelo dostopno. Zato mogoče ni več niti toliko pomembno, koliko in kaj veste, ampak če veste potem tisto uporabiti, kritično razmišljati, se pravilno potem odločati, mogoče postavljati vprašanja. Ravno zato mislim, da je pritisk na mlade zelo velik, hkrati pa se še morate odločiti, torej, kaj želite v svoji prihodnosti. Nekako ste pred neko pomembno življenjsko odločitvijo. Najverjetneje je prav vsak od vas slišal že tisti slogan, da morate slediti svojim sanjam. Jaz sem ga velikokrat, vendar je bil problem, ker nisem imela pojma, kaj bi naj moje sanje bile. Včasih pač sanje niso jasne in ti ne pove ta slogan nič dosti pomagati. Ob tem pa še je tudi pomembno to, da se zavedate, da samo slediti nekim sanjam ni vedno dovolj. Včasih boste morali tudi bežati za njimi, jih loviti, se boriti za svoje sanje.
Prireditvi sta sledila podelitev spričeval in veseli skok na težko pričakovane počitnice. Julija smo se ponovno razveselili rezultatov naših maturantov. V športni dvorani Šic je 14. julija potekala svečana podelitev maturitetnih spričeval. Dijakinje in dijaki, ki so v šolskem letu 2024-2025 uspešno opravili poklicno in splošno maturo, so ob navzočnosti staršev, učiteljev, predstavnikov lokalne skupnosti in gostov prejeli dokaz o koncu pomembnega obdobja svoje življenjske poti. Ravnatelj je v govoru spomnil, da se je generacija, ki danes zaključuje srednjošolsko pot, leta 2021 prvič usedla v gimnazijske klopi v času pandemije COVID-19 in številnih svetovnih dogodkov. V teh 4 letih so dijaki dozoreli in s trdim delom dokazali, da znajo slediti svojim ciljem. Rezultati mature to potrjujejo. Poklicno maturo je v celoti opravilo vseh 48 dijakov programa predšolska vzgoja in prvič tudi dijaki programa medijski tehnik. Prav tako so bili uspešni kandidati poklicnega tečaja. Posebej velja izpostaviti maturante, ki ste dosegli 22 od 23 možnih točk. V programu predšolska vzgoja ste to Teja Gradiščaj, Tina Koler, Nika Lovrec in Živa Zadravec, v programu medijski tehnik pa Aljaž Štrakel. Tudi uspeh na splošni maturi je bil izjemen. Od 101 dijaka zaključnega letnika jih je k maturi pristopilo 99, uspešnih je bilo 96. Uspešni so bili tudi dijaki maturitetnega tečaja. Prav tako s ponosom izpostavljam imena dijakov, ki ste na splošni maturi dosegli 30 in več točk. Zlati maturanti splošne mature 2025 ste postali Zarja Huber, Eva Klement, Lucija Halas, Ela Litrop, Nina Katarina Kozar, Katarina Vodopivec, Nino Klemenčič, David Svetec in David Mulec. Še posebej pa izstopata 2 dosežka iz slovenskega jezika. Da smo kot srednja šola vredni imena največjega slovenskega jezikoslovca, dr. Franca Miklošiča, potrjujeta tudi rezultata Nike Lovrec, ki je ena izmed 2 maturantk v Sloveniji, ki sta dosegli iz slovenščine 100% število točk na poklicni maturi. In Nino Klemenčič, ki je dosegel najboljši rezultat na splošni maturi v Sloveniji slovenščine, to je 99% število točk. Zlati maturanti so prejeli spričevalo s pohvalo in kipce dr. Franca Miklošiča. Verjamem, da ste tudi vsi ostali maturanti z doseženim uspehom v očeh nas staršev, sorodnikov, prijateljev, učiteljev, prav tako zlati ali, če hočete, diamantni maturanti. Ravnatelj se je ob tej priložnosti zahvalil staršem, učiteljem in predstavnikom občin, ki so svojo prisotnostjo podprli mlade. Drage maturantke, dragi maturantje, izberite svojo pot, ne takšno, ki jo pričakujejo drugi, ampak takšno, kjer boste vi, res vi. Delajte, kar vas veseli, kar vas prižge, kar vam da smisel. Izražajte svoje talente in bodite pogumni. Svet ne potrebuje popolnih, svet potrebuje vas, resnične, srčne in pogumne. In naj vas vodi ljubezen, naj vas krepijo prijateljstva in naj vas nikoli ne zapusti pogum biti to, kar ste. Srečno, dragi naši mladi. Naj vas pot pelje tja, kjer boste lahko vi, v popolnosti vi. In ne pozabite na Prlekijo in Prekmurje. Danes tukaj verjamem, da ima vsak izmed vas neizmerno moč, da doseže svoje cilje in sledi svojim strastem. Ponesite svoje znanje v svet in ko bo temu čas, ga ponovno podelite znotraj naše prelepe države, znotraj naše prelepe regije. Kajti mi vas potrebujemo, da ustvarjamo skupno prihodnost.
Srečno na vaši nadaljni poti in čestitke ob izjemnem uspehu. Prireditev se je zaključila s podelitvijo kipcev dijakom, ki so v času šolanja še posebej izstopali. Nino Klemenčič je bil nagrajen za izjemne dosežke v znanju naravoslovja in jezikov ter kot vrhunski športnik, ki je bil vedno zgled sošolcem. Jana Ak je prejela kipec za raziskovalno odličnost, vodenje razredne skupnosti in aktivnost soustvarjanja šolskega utripa. Tretji nagrajenec, Tijan Fras, pa je bil izpostavljen zaradi svojega gledališkega ustvarjanja, režije in mednarodnih priznanj, s katerimi je pomembno zaznamoval umetniško gimnazijo. Mnogi izmed vas veste, da veliko prostega časa preživljam v vinogradu in čebelnjaku. Zato vam kličem v življenje, naj žlahtni in naj medi. Čestitam vam za uspešno opravljeno maturo. Novo šolsko leto smo pričeli s sprejemom prvih letnikov v dijaško skupnost. V torek 2. septembra je na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer potekal tradicionalni sprejem dijakov prvih letnikov v dijaško skupnost. Dijaki tretjih letnikov so za novince pripravili raznolike in šaljive igre, ki so spodbujale sodelovanje, povezovanje in spoznavanje šolskega življenja. Med vsemi 6 razredi so se najbolj izkazali dijaki prvega A oddelka, ki so pokazali največ timskega duha ter najboljše poznavanje šolskega okolja. Dogajanje je minilo v prijetnem in sproščenem vzdušju, saj na šoli spodbujajo dobre odnose in zavračajo vsakršno obliko nasilja. Dijaki tretjih letnikov so tako poskrbeli, da so se prvošolci na GFML že prvi dan počutili dobrodošle. Dijaki umetniške gimnazije so s predstavo Tekste lesa sodelovali na festivalu v Sarajevu. Dijaki 4. letnika umetniške gimnazije Smer gledališče in film na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer so se med 6. in 11. septembrom predstavili v tekmovalnem programu 13. mednarodnega festivala srednješolskega gledališča Juventa Fest v Sarajevu. S predstavo Tekste lesa so navdušili občinstvo, ki jih je nadgradilo stoječimi ovacijami, strokovna javnost pa je pohvalila močno emotivno sporočilnost uprizoritve. Predstava je pustila močan pečat, ustvarjalci pa so za svoje delo prejeli festivalski certifikat o sodelovanju. Juventa Fest velja za enega osrednjih mednarodnih festivalov mladinskega gledališča, ki v Sarajevu združuje najboljše srednješolske skupine iz Evrope in regije. Ljutomerski gimnazijci so se na festivalu uvrstili na povabilo selektorice, ki jih je prepoznala kot enega od vrhuncev letošnje gledališke produkcije. Predstava Tekste lesa avtorice Anje Novak v režiji Tijana Frasa tematizira telo ženske kot prostor družbenih, kulturnih in intimnih pritiskov. Z odrskim jezikom ustvarjalci razkrivajo izkušnje, ki segajo od rojstva do anoreksije, spolnih zlorab, tabuizacije užitka in sistemskih pritiskov, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Sporočilo predstave je jasno, o nasilju je treba spregovoriti, še preden začne govoriti telo samo. Produkcija je prejela tudi zlato priznanje na državnem festivalu Vizije, kjer je selektor v obrazložitvi poudaril, da so igralci ustvarili močne karakterje in jih odigrali pogumno, natančno in čustveno, brez soliranja, v popolni predanosti ter celoti. Udeležba in uspeh na Juventa Festu tako znova potrjujeta, da dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pod strokovnim mentorstvom ustvarjajo sodobne, inovativne in kakovostne gledališke predstave, ki preučujejo občinstvo in strokovnjake doma ter v tujini. Tudi letos bomo vsak mesec klepetali z bivšimi GFML-jevci. Tokrat nas je obiskala ravnateljica Srednje gostinske in turistične šole v Radencih, Karmen Stolnik. Dobrodošli v 5. sezoni našega podcasta. Ja, prav ste slišali, pred nami je 5. sezona podcasta GFML-jevci. Se vam je kakšen dogodek ali dijak, mogoče kakšna anekdota posebej vtisnila v spomin na začetku vaše kariere? Ja, na začetku moje kariere vsekakor to, ko mi je bivši ravnatelj, gospod Kustec, rekel, da moram prvi delovni dan priti zjutraj ob 5, mislim, da je celo rekel, ja, ob 5. Bilo mi je seveda precej nenavadnost, če se pouk začne ob 7, zakaj bi že morala biti ob 5 tukaj. No in potem sem seveda res prišla v 5 sem pred šolo, ker sem začela februarja, je bilo precej mrzlo.
seveda je bilo vse zaklenjeno, zaprto. In potem sem pač čakala, niti nisem mogla iti na kavo, ker v tej gori so še tudi večino teh lokalov bilo zaprti. No in takrat je prva prišla Tončka, bivša tajnica, ki je rekla, ja, Ljubo, dajte, kaj pa ti tu delaš v tej uri? No in potem se ni povedala in smo se večkrat nasmejali na ta račun. Delo na GFML pa ste pred leti začeli dopolnjevati z delom na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih. Tam ste bili najprej v vlogi svetovalne delavke, danes pa ste ravnateljica. Kaj je bil glavni motiv, da ste prevzeli funkcijo ravnateljice? Kot svetovalna delavka ste namreč dobro poznali dijake in pa šolo. Ja, odločitev potem za to prevzem te funkcije oziroma sploh za kandidaturo vsekakor ni bila enostavna. Verjetno sem pa pač rabila neke nove življenjske izzive, nisem več vedela, kaj točno početi oziroma kaj še bi. Pa sem potem to prepoznala kot mogoče en nov življenjski izziv. No. Pa mogoče mislite, da ste manj povezani z dijaki zdaj, ko ste ravnateljica, kot pa prej, ko ste bila socialna delavka? Malo zagotovo, vendar še vseeno poučujem 2 uri na teden sociologijo, tako da še vedno grem v razred in še sem potem nekako povezana z njimi. Kaj pa prosti čas? Slišali smo, da zelo uživate v pripravi slaščic. Je to sprostitev ali je to lahko tudi stres, ko kakšna krema ne nastane, kot bi bilo treba? Ja, vsekakor je to po eni strani moja sprostitev, zelo uživam v tem, predvsem tudi, ko potem vidiš zadovoljne obraze tistih, ki si jim torto naredil, recimo. Je pa to, kot ste omenili, po drugi strani stres, sploh ko v časovni stiski kaj stehtaš narobe ali misliš, da ne rabiš stehtati, pa potem vseeno krema ni taka, kot bi morala biti, pa potem si jezen sam na sebe, da nisi upošteval navodil ali recepture, tako da eno z drugim, ampak še vedno pa je tisto zadovoljstvo potem večje. Za konec še ena stalna rubrika, kjer lahko spoznate, kaj se raziskujejo naši dijaki. Pozdravljeni, sva Anže Škrget in Iva Jaklin, dijaka 3. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Predstavila vam bova najino raziskovalno nalogo z naslovom Optimizacija in preučevanje obarjenih beljakovin iz mleka kot trajnostna alternativa klasičnim plastičnim materialom. Raziskovala sva možnost uporabe obarjenih mlečnih beljakovin, predvsem kazeina, kot trajnostne alternative za plastične materiale. Osredotočala sva se na optimizacijo postopka pridobivanja kazeina iz mleka in preučevanje vpliva različnih dejavnikov, kot so vrsta mleka, količina in koncentracija kisa in temperatura mleka na količino in lastnosti obarjenega kazeina. Eksperimente sva izvajala v šolskem laboratoriju. Mleko sva dodajala različne količine kisa z različno koncentracijo kisa ter ga segrevala na različne temperature od 40 do 100 stopinj. Uporabljala sva več vrst mleka. Obarjeni kazein sva filtrirala, sušila in stehtala, nato pa iz njega oblikovala vzorce, ki sva jih testirala glede na trdnost, vonj in vzdržljivost. Vzorce sva preizkusila tudi v praksi, kot potencialni material za pasje igrače. Ugotovila sva, da ima proteinsko mleko največji izkoristek obarjenega kazeina in da je najbolj trden material. Optimalna temperatura za obarjanje kazeina je 80 stopinj Celzija, količina kisa pa vpliva na oborino le do določene meje. Največ oborine nastane pri 25 ml 9% alkoholnega kisa na 150 ml mleka. Pridobljen material se je izkazal za mehansko dovolj trden in odporen proti vroči vodi, kar kaže na njegov potencial kot trajnostni material za vsakdanje izdelke. To je bilo za današnjo oddajo vse. Se gledamo spet prihodnji mesec.